Temeljna skupna lastnost fotografije, filma in televizije je prikazovanje tridimenzionalnega sveta na dvodimenzionalni ravnini. Da bi dvodimenzionalna slika delovala kot realističen prikaz tridimenzionalnega sveta, je potrebno ustvariti iluzijo tretje dimenzije. Pri tem ima svetloba pomembno vlogo. Za doseganje vtisa tretje dimenzije je v fotografskem mediju pogosto premalo le en izvor svetlobe. Zaradi tega so se razvili svetlobni sklopi z več izvori svetlobe, kakršne v naravi redko srečamo, vendar omogočajo, da posneti prizori delujejo kar najbolj naravno. Osnovna svetlobna pozicija tvori enega izmed takšnih sklopov. Sestavljena je iz 4 izvorov svetlobe oziroma luči, glede na njihovo smer, gledano s pozicije kamere. Glavna luč, dopolnilna luč, kontraluč, luč ozadja. Prvotno je osnovna svetlobna pozicija namenjena osvetljevanju človeškega obraza, lahko pa se uporablja tudi za predmete ali bolj kompleksne situacije. Glavna luč opisuje volumen snemanega predmeta. V tem primeru se nahaja na položaju 3/4 osvetlitve, ki najbolje opisuje volumen ovalnih objektov, med katere spada tudi človeški obraz. A to ni edina možnost. Glavna luč lahko prihaja iz katerekoli smeri, ukolikor daje ta smer volumen snemanemu objektu na način, kot ga želimo. Na primer, strani, stranska luč. Cilj glavne luči je senca, ki ustvari iluzijo volumna. Glava na sliki je osvetljena z glavno lučjo, vendar se zdi, da tu nekaj manjka. Volumen obraza je prav gotovo viden, vendar se leva stran glave izgublja v mraku, oblika pa izginja in se staplja s črnim ozadjem. V nekaterih primerih je to željen efekt, vendar želimo tokrat sliko osvetliti tako, da bo vtis prostorskega volumna kar najbolj popoln. Situacijo smo osvetlili še z enim izvorom svetlobe, in sicer iz smeri, ki je nasprotna smeri kamere. To pozicijo imenujemo kontraluč. V starem snemalskem žargonu se pogosto sliši tudi izraz, ki prihaja iz nemščine – Gegenlicht. Vloga kontraluči je odvajanje snemanega objekta od ozadja. Zaradi kontraluči se leva stran glave ne izgublja več v mraku. Njen obris je jasno viden. Volumen glave je viden in glava je odvojena od ozadja. A če si ogledamo na obrazu glave sence, ki jih je ustvarila glavna luč, vidimo, da je senca nečitljiva, brez detajlov, tako da pripada na nek način bolj ozadju kot samemu obrazu. Pretemno senco na obrazu je potrebno dosvetliti, da bi postali detajli v senci vidni in prepoznavni kot del obraza. Vlogo dosvetlitve ima dopolnilna luč, v snemalskem žargonu fil. Vloga dopolnilne luči je izključno v reguliranju kontrasta, nikakor pa ne modeliranju volumna. Dopolnilna luč naj ne bi tvorila vidnih senc. Idealno bi bilo, če bi dopolnilna luč prihajala iz samega objektiva kamere, da bi tako sence ostale skrite izza snemanega objekta. Ker pa to ni mogoče, se luč postavlja kar najbližje objektivu, običajno nad objektiv, vendar strani, ki je nasprotna strani, na kateri je glavna luč. Zaželjeno je, da je ta svetloba kar najbolj mehka. Glava je osvetljena z glavno lučjo, kontralučjo in z dopolnilno lučjo. Ima jasno izražen volumen in je odvojena od ozadja, vendar daje na črnem ozadju vtis, kot da je izrezana in nalepljena. Gledano v celoti ji nekaj manjka. Ta manjko izpolni luč ozadja. Za razliko od ostalih 3 izvorov svetlobe, ki imajo bolj ali manj natančno določene položaje in smeri, pa pri luči ozadja le ti niso določeni. Določajo se v skladu z zahtevami in možnostmi posameznih, konkretnih primerov.